Še kaj sem te hotel vprašati glede fejma, glede slave. Kako si, v bistvu tako, če greva čist nazaj, takrat, ko si se ti pojavil, pa ko si začel, koliko ti je bilo to pomemben, koliko ti je bilo fajn na začetku, koliko ti tekom tega časa ni bilo pa več fajna, ne? Jaz zdaj sem deljeno 17 kot ti, ali pa deljeno 100, ampak že zdaj vidim, to, da je fajn, ene stvari pa niso fajn. Ja, ti imaš pa to krat 1000, pa me zanima... Ja, tako ti bom rekel. Ti rekel. greš zdaj čez center, Ja. To je sigurno, imaš interakciji, ene par. Pa ne, ene par, po moje vsak, ki gre mim, vsak, če ne vsak, vsak drugi, vidim, da me prepozna, vejo pač kdo sem. Ja, ne tako sem mislil, da te prav ogovorijo, ali da pa me ogovorijo, rečejo. Ali da se mi nasmejo, ali da me pozdravijo, vsak drugi, tretji, mlajši, ki so, manj jim je bed, mislim mlajši, kako bi rekel, najstniki več ali manj, njim je vseeno, kje si legenda, kva je zdaj, več ali manj je to itak vse pozitivno, ampak vidim pa tudi tako folk, ki sam pogleda, pa se nasmeje, ali pa reče, sem živijo, ampak čeprav jih ne poznam, veš, iz kje izhaja. Dojemam, najbolj pač smešen mi je včasih bilo, ker sem tako pač hodil čez center, pa že vnaprej vidiš, da so me prepoznali, na 10-15 metrov so me videli in pol že reče ena frendica, lega čale sale. Ampak to tako slišal? Ja, vidiš že po njeni mimiki, pa po ustih vidiš, že slutiš, da ka boš prišel mim, da bodo te pogledale, pa vse, ali pa kdaj ne rečejo, ne upajo reči neki, pa pol jaz sem ta prvi, ki rečem živo, ker že vidim, da so me prepoznali in to je njim pol še bolj kul. Dosti volka mi pomaha ali pa pač me ustav, pride do mene, kakorkoli. To je zdaj ena stvar, na katero sem se jaz pač navadil in mi je kul, lih zaradi tega, kako bi rekel, vesel sem, da me folk prepozna zaradi tega, kar pač delam, da vejo, kdo sem, ker če bi pač delal musko, pa ustvaril, pa se trudil, pa noben ne bi vedel, kdo sem, bi mi bilo bad, oziroma bi bil to nek pokazatelj, da mogoče le ni to tako dobro, kaj delam in bi po moje postopoma tudi zaradi tega nehal mogoče že to delati. Še posebej zdaj v teh cajtih. Ampak tako na začetku, tako ti bom rekel, jaz sem pri 13 letih začel pač delati rap, hip-hop, ker sem bil otrok, sem tako ful hitro vstopil v stik z muziko, moj foter zna drugače igrati klaver, igral je tale kitaro in harmoniko. In je skozi pač poslušal ful ene pač muzike. Evo, imamo gosta. Ja, se dosti pride. Res? Je bil že večkrat. Dobro, nisem vedel. Včasih kaj pove. Res? Zalaja. Kjera je to pasma? Španski hrt. Aha, Mislim, da sem ga 2krat v lifeu slišal lajati. Res, ali kaj? Največkrat laja med spanjem, ki ima kakšne sanje pa pol tako. Tako laufa, pa laja. Drugač pa je čistih. To je to zdaj. No, cool. Prvo pozdraviti, to je to. Ja, hotel sem reči, da v bistvu sem bil dost v stiku pač z muziko, in moj foter je, oba sta bila pač športnika, druga sta moja oba starša učitelja športne vzgoje. S foterom pol očitvi 10 let nismo imeli stikov, pa sva pol spet navezala, tako da še danes sem jaz pač edini, ki ima z njim stike, od mama pa sestra nimata. V glavnem sem spoznal tudi pol brata, pol sestro, čisto da povem, jaz sem zmeraj rekel, otroci niso naš krivi, to, kar smo mi imeli, smo pač razčistili, vsak je šel svojo pot in to je to, vsi želimo vsem pač vse najboljše. In v bistvu foter je skozi mene nekako, ni me usmeril, ampak skozi je bila muzika zraven, ker on je tudi pol, on je sam sebe naučil igrati klaver, pa tudi kitaro, mislim, da znal je v glasbeno šolo, je pač hodil za harmoniko in je bil tudi v Jugoslaviji, on je iz Beograda, je bil takrat nek mladinski prvak v harmoniki, v uni, ne na klaver, ampak z unimi knofi, pa to je ful težko igrati. In je skozi pač forsiral to neko ustvarjanje, spisuje neke svoje komade, pesmi in to je bilo tako od ne vem, Oliverja Dragojeviča, Petra Graša, Đorđe Balaševića do vseh teh ful enih različnih zvrsti. In mene je pol to pač povlekel, bilo mi je pač všeč in on je imel doma synthesizer in že na ta synthesizer sem jaz sam začel nekaj pritiskati, videl je, da me zanima in pol v prvem razredu, ko sem šel, so rekala, bi hodil še na kakšne interesne pač te dejavnosti so bile. Takrat je to bilo vsake nekam hodu. Sigurno vsi moji sošolci so na neki pač šli, ali je to bil šport, ali je bil to nek tam krožek likovni, ali
Ja, ali pač glasbena šola in jaz sem pač rekel, ok, nekaj bi treniral, nisem še vedel, kaj bi, pa sem šel pa v glasbeno šolo in takrat me je pač to privlekalo in že takrat sem jaz začel pač klavir pa vse, da skrajšam zgodbo, v 6. razredu, 6 let hodiš v nižjo glasbeno šolo, kaj jo končaš, pol nisi več toliko v stiku z glasbo, doma sem imel klavir pa vse, ampak takrat sem pa začel poslušati pač hip-hop. In pa sem jaz rekel, kaj da zdaj pač naredim, bom pač začel ustvarjati malo svojo pač muziko. In takrat sem imel že neko tako, kako bi rekel, podlago malo za neko in melodije in tako, ampak v hip-hopu je bilo, da takrat ni bilo cool, če ti poješ, ampak samo moraš repati. In jaz se že spomnim, da pri 13 letih sem jaz že sebe tako pogledal pred ogledalom, ali sem imel neki mikrofon, ali sem imel nek deodorant v roki in sem tako pač repel ogledalo in prav v enem trenutku sem si rekel, nekega dne, sem si rekel, en dan bom bil najboljši reper v Sloveniji. Prav se spomnim tega občutka, tega trenutka, ker sem to rekel, ker sem toliko v to verjel, pa sem si to toliko želel in pa sem zdaj bom jaz bom repel in tle bo bilo 10,000 folka, ki bodo znali vsi moj komad. Zakaj si to želel? Želel sem. Zdaj vidiš, ko imaš recimo to. Ja. Zakaj si to želel? Hotel sem, ne vem zakaj, bilo mi je pač cool. A baby, a veš tako, kaj je ona? Ne, ni bilo nič povezan, nič slava, nič cash, nič, pač tok mi je bil rap všeč, tok mi je bilo to pač dobro, tok sem pač padel v ta vibe, ne. In glih zato, ker zdaj pač govoriva o tem, jaz se spomnim tega trenutka, ker sem si to pač želel, pa se je to 10-15 let kasneje res pač zgodil in koliko je bilo meni pri srcu, kako bi rekel, da sem res to dosegel, kar sem si pač želel. Ampak po drugi strani pa pomisliš, kaj vse sem jaz mogel dati čez, da bi prišel do te točke, koliko je bilo tukaj v zadnji enega dela, truda, odrekanja, negativnih izkušenj, zavrnitev in vsega. In pol pridemo tudi do tega, da ta slava, kaj je, zdaj si v bistvu vesel, da te folk prepozna, kaj jaz se pač spomnim, koliko sem mogel garati za to, da bi pač me nekdo prepoznal, pa dojel, kdo sem, pa vse. A po drugi strani, že zdaj vidim, ok, zdaj sem star 31, ti je pa kdaj to celo odveč. Odveč ti je, ko si privat nekje, z neko mogoče družbo, s punco, s familijo in pol folk neprestano prihaja do tebe ali te zmotijo v določenem trenutku, ko bi pač rad sam imel mir, ki bi rad bil pač sam navadna oseba, Saša Petrovič, in kot sem ti prej rekel, kako je bilo na dopustu, dobro je bilo, ker nisem bil 2 tedna čale sale, bil sem sam navaden človek, bil sem to, kar sem Saša Petrovič in moram reči, da v Egiptu noben me ni prepoznal razen na letalu, ker so bili sami Slovenci, valjda tudi veliko otrok, družin, pa to z vsemi sem se poslikal, pa vse na letališču, vse je bilo cool. Ampak včeraj sva se pa ker sva se že iz Hrvaške s punco pelala na mejni prehod, tam, ne vem kva je, Jelšane mislim, da je. Tam sva šla in že, valjda imam sponzorski avto, vozam Opla. Kaj gor piše Čale? Piše gor Čale Sale, avto teh na vis. Zdaj imam z njimi na novo pogodbo, prej sem vozil Citroen, zdaj imam Opel. Kaj oni zdaj avto, pa neki keša, pa se ti furaš? Ne, v bistvu praktično tukaj samo dobiš avto. Ok. Ti dobiš avto in v bistvu ti jih reklamiraš, mogoče s kakšnimi objavami, sodeluješ na kakšnih njihovih dogodkih. Praktično je pa najbolj njim to, da ti vozaš avto, da pač oni so vidni na cesti in jaz sem viden. Piše, verjetno. Piše, avto teh navis, Opel, Čale Sale, logo in to je kot neka potujoča reklama. Meni je pa to tudi dobro, da pač nekdo, ki za mano voz, se spomne name, mogoče zarola kakšen komad, mi potrob, pomaha, ali pa pride domov pa reče, don sem ga videl, legenda, pomahal mi nazaj. A ne, da imaš to neko interakcijo, da te folk pač vidi, da si viden. In pol, ko sva se nazaj čez to mejo pelala, valjda slovenski avte, slovenske tablice in so vsi začeli trobati, mahati in vse to pozitivno, valjda jaz veselo pomaham nazaj, folk mi, ne vem, nekdo je spustil en moj komad, pa spustil šipe dol, pa tako so vibali, pa vse. Moja punca se pa, zdaj zaročenka na novo, moja zaročenka pa takole gleda in se smeje in res se je smejala po urce in je rekla, sorry, tuk mi je smešen, kad te vidim, zdaj se je pa začel, konc dopusta, a veš, spet je bila ta vrnitev pač v realnosti in sem prav rekel, lepo je biti spet navaden človek, iti malo ven iz te vloge